Gospod Zagajevski, kaj lahko poveste o svoji mladosti? V neki svoji pesmi ste zapisali: sem otrok zraka, mete in violončela. Yes, air, mint and cello, but it's not very naturalistic. I couldn't find traces of mint. Da, zrak, meta in violončelo, ampak to ni povsem naravno. Nekako nisem mogel najti sledi mete in violončela v svojem otroštvu. Violončelo je simbol za glasbo, za meto pa bi že težko rekel, kaj predstavlja. Zelo težko je razložiti pesem, zelo težko je razložiti vers iz pesmi. Moje otroštvo je bilo umirjeno. Odraščal sem po drugi svetovni vojni, bilo je mirno, kot mir po viharju. In tega sem se precej zavedal, da imam lepo otroštvo po groznih 6 letih vojne in trpljenja. And even if my childhood stood under the sign of the communist. Četudi sem odraščal za časa komunističnega režima, se tega nisem pretirano zavedal. Nekaj časa sem bil oboževalec Stalina, kot večina otrok tistega časa. Tudi moj kasnejši odmik od Stalina ni bil pretirano dramatičen. Bilo je, kot rečeno, umirjeno in v duhu intelektualizma. Moj oče je poučeval na šoli za inženirje, tako da je bilo nekaj humanistične tradicije že v družini. To je bilo moje otroštvo v Šleziji. To je bilo, preden sem prišel v Krakov. Zakaj so prostori in mesta tako pomembni v vaši osebni in literarni biografiji? Well, I think it's probably because we lost this city where I was born. I was born in a city of... Verjetno zato, ker smo zapustili mesto Lvov, kjer sem se rodil. Zapuščanje tega mesta me je zelo pretreslo. To me je nekako določilo v tem smislu, da sem razumel, kaj pomeni zapustiti, izgubiti mesto. Ob tem lahko spomnim na pomemben Valerijev stavek: zdaj vemo, da so civilizacije smrtne. Jaz sem že od začetka vedel, da so mesta smrtna, da mesto lahko izgubiš. Čeprav sem bil še dojenček, ko smo ga zapustili, je bilo popolnoma jasno v vsej družini, da gre za veliko izgubo. Kot že zelo mlad sem čutil, da mi ne prav lepo šlezijsko mesto Glivice, v katerem sem odraščal, ne pripadajo, da je to res moje mesto. Počutil sem se kot emigrant, ki je odraščal v mestu, za katero so mi starši govorili: to ni tvoje mesto, ne jemlji ga preveč za svoje. To nekako razloži moje pretirano zanimanje za mesta in kraje. Mesto najprej ljubiš, potem ga izgubiš. Maybe exaggerated interest in places, that places are, you can lose a place which you love, so you love places before you lose. Kakšen pomen pa ima v vašem delu preteklost? Well, it seems to me not very unusual when almost entirely... Vračanje v preteklost se mi zdi nekaj povsem običajnega. Skoraj vsa literatura je zgrajena na tem vračanju. Redko se srečamo z literaturo ustvarjeno samo na sedanjosti. V njej je vedno to vračanje v preteklost. Zato mislim, da pri tem nisem nikakršna izjema. Največja literarna dela 20. stoletja so nastala na podlagi spominjanja preteklega. Dan danes je sedanjost v nekakšnih realističnih romanih, ki nakazujejo, da je pred nami samo sedanjost. No, celo sedaj imamo mnogo knjig, ki ubesedujejo otroštvo z izgubljenimi mesti, izgubljenimi prostori. Tako da sebe po tej plati ne vidim kot izjemnega. I don't see myself as someone unique in this respect. Tako za vaše zgodnje kot pozno pesniško delo velja, da ga determinira čist in jasen idiom. Pesmi izražajo pomen jasno in razločno. Zakaj? Zakaj metafora za vaše pesniško delo ni tako zelo pomembna? That's a hard thing to know. It's much easier to... Težko karkoli rečem. Lažje govorim o delu drugih pesnikov.
Mislim, da je pri meni ključna podoba, mislim pa tudi, da uporabljam tudi metafore. Zame je jezik poezije jezik podob, je zelo slikovit, je zelo drugačen od filozofskega jezika, filozofskega izrazja. Ne maram pojmov, ne maram filozofskih kategorij v poeziji. Gre za videnje stvari, gre za poslušanje. Ja, se pa zavedam, da so moje pesmi do določene mere preproste. Ne pišem zahtevne poezije. Moje pesmi je precej lahko razumeti. In ja, zelo me zanima pomen, nikoli se ne odmikam od njega. Zame ima pomen v poeziji ključno mesto. Vse drugo je tisto, kar vodi do tega mesta. Tako pomen lahko prehaja skozi podobe, metafore, včasih tudi skozi ideje. Mislim, da poezija ne bi smela ubežati idejam, lahko pa ubeži predstavam in pojmom. Ideje so lahko skrite za podobami. Sometimes through idea. I don't think that poetry should escape ideas, should escape notions, but not ideas. But ideas can be hidden under images. Obstaja pa še ena pomembna značilnost v vašem delu, ravnotežje med navdihom in korekcijo. Zakaj je ta element tako pomemben v vašem delu? Zakaj se ne zanašate na primer samo na navdih? First of all, it's psychologically impossible. The inspiration, it's, sometimes... Najprej zato, ker je psihološko nemogoče. Včasih navdih traja samo 5 minut, pesem pa pišeš mnogo dlje. Zato se pri pisanju nekako ne moreš zanesti samo na te kratke trenutke navdiha. Mislim pa, da so nenadomestljivi, ker povzdigujejo to, o čemer pišeš, nad raven proznega ali novinarskega pisanja. Ampak hkrati je v navdihu nekaj kaotičnega. Navdih je kot pijanec, zato moraš vanj vnesti red. Pravzaprav je ukvarjanje z njim zelo prijetno delo. Ob tem v pesem vnašaš formo. Ja, jaz ne pišem sonetov, nisem nekakšen formalistični pesnik, pa vendar ima vsaka pesem določeno formo. Za formo ne potrebuješ navdiha, potrebuješ refleksijo, trezen premislek. Moja zamisel pri pisanju je v kombiniranju obojega, tako navdiha kot dela. A quiet reflection. So therefore the ideal thing for me is to combine both this moment of inspiration and work. Pa potrebujete tako imenovane posebne trenutke za pisanje? Yes, I do, of course, yeah. And when I miss these special moments, then I don't write, and I cannot... Ja, potrebujem jih. Ko te trenutke pogrešam, ne pišem. Ne morem izdelati pesmi iz nič. Ta posebni trenutek se lahko pojavi na vlaku, na sprehodu, ni nujno, da se pojavi, ko ravno sedim za mizo. Kot vsak literat seboj nosim beležnico in vsakič, ko mi kaj pride na misel, to zapišem. To mi omogoča, da nekaj dni ali mesecev kasneje iz zapisanega nekaj razvijem. Or sometimes 5 months later gives me an opportunity to develop it, to make something out of it. Kdaj veste, da je pesem končana? Well, again to quote Paul Valéry, he said once that you never finish a poem, you abandon a poem. Ponovno bom citiral Paula Valerija. Nekoč je rekel, da pesmi nikoli ne dokončaš, temveč jo zapustiš. Mislim, da je to odličen odgovor na vprašanje, kdaj je pesem končana. Gre za psihološki trenutek. V določenem trenutku pač nimaš več kaj povedati. Včasih je vzrok tudi kakšen zunanji dejavnik. Ko na primer moraš odpotovati, pesem zapustiš. Obstaja pojem gestalt in mislim, da je vsaka pesem gestalt, nekakšna struktura. Na začetku se lahko motiš, vendar čez čas nisi več v zmoti, ker začutiš, da ta struktura, ta gestalt določa pravo mero. In to je dovolj. Če bi šli čez to mero, bi poslabšali pesem. Poleg tega pa... Ko sem poučeval kreativno pisanje, sem opazil, da so se moji študentje ukvarjali s pesmimi predolgo. In če je ta del, intelektualno delo, pri pesmi premočan, je ravnotežje med navdihom in delom podrto. Posledica je pretirana racionalnost, iracionalno pa izgine. Še več, s predolgim procesom je uničeno.
Tako da je treba nehati pisati pesem po nekaj dneh, čeprav je to lahko mučno, saj je prijetno pisati pesmi. You have to stop the poem after a few days of work, and even if it's painful, because it's nice to write a poem. Mnogo let ste poučevali kreativno pisanje, pa se je po vašem prepričanju mogoče naučiti pisanja poezije? I don't do workshops now. And I did teach workshops for almost 20 years in Houston, in Texas. Zdaj ne poučujem več kreativnega pisanja. Skoraj 20 let pa sem poučeval v Houstonu, v Teksasu. Vprašanje je bilo, ali se je poezije mogoče naučiti. Odgovor je preprost. Ne, to ni mogoče. Dejstvo je, da je v Ameriki veliko nadarjenih študentov. Pravzaprav jih ni treba učiti, kar nekaj znanja že imajo. Na ure kreativnega pisanja prihajajo, da bi svoje delo izboljšali, hočejo, da bi bilo njihovo delo bolj izpopolnjeno in literarno kultivirano. Tega pa se je mogoče naučiti. Starejši avtorji v tem smislu lahko pomagajo mlajšim, a ne z osnovami. Ogenj domišljije mora pri človeku že obstajati. Tega ne moreš predati. Lahko pa ponudiš instrumente, ki pomagajo zanetiti ta ogenj. Človeka lahko izobraziš z izkušnjo. Tako ti programi imajo določen smisel. Ko sem začel poučevati, sem bil v velikih dvomih. Mislil sem, da je to brez smisla, čista izguba časa. Vendar je bila večina teh mladih ljudi talentiranih in zelo navdušenih nad pisanjem. V nasprotju z evropskimi študenti, ki so zelo navdušeni, če profesor ne pride na predavanje, bi te ameriški študentje ubili, če ne bi prišel. Potrebujejo poučevanje. Popolnoma navdušeni so nad tem. Poučevanje dojemajo kot nekaj, kar je zanje res koristno. In to ti pri poučevanju daje posebno zadovoljstvo. They need the class. They're absolutely enthusiastic and they regard the classes as something that's for them useful. So it gives you some additional pleasure in doing it. Napisali ste esej z naslovom Mladi pesniki, prosim, berite vse. V tem eseju svetujete mladim pesnikom, naj berejo vse, kajti le tako bodo odrasli in postali to, kar so. Kaj bi še svetovali mladim pesnikom? I think younger poets know what to do. In this essay, what I wanted to say is that the danger I see. Mislim, da mladi pesniki vedo, kaj morajo početi. V tem eseju sem hotel povedati, da posebno v Ameriki obstaja nevarnost, da bo poezija razumljena kot posebnost, neke vrste specializacija. Pesniki so razumljeni kot fiziki ali inženirji. Poezija pa je v resnici univerzalna. Ne moreš biti pesnik, in to bo slišati smešno in pretirano, ne biti odgovoren za svet. Seveda je ta misel smešna in prenapihnjena, tega se zavedam, pa vendar, moraš biti sredi dogajanja. Ne govorim o tem, da bi moral ves čas sedeti v knjižnici. Hočem reči le, da moraš biti povezan z vsem svetom, ne pa samo s kako posebno dejavnostjo. Kaj naj še delajo mladi pesniki? Seveda, naj berejo pisma mlademu pesniku. Rilke je zelo dobro razložil, kaj naj mladi pesnik počne in česa ne. Mladi pesnik naj bo spodoben, ne preveč v tradiciji dekadence kot veliko evropskih pesnikov. Ti precej pijejo in so samo uničevalni in imajo občutek privilegiranosti, ker so pesniki. Ne, pesnik naj bo normalen človek, ki naj ve nekaj o ljubezni, to pa je lahko, ker se vsi zaljubljamo. In navsezadnje, to ni negativna zahteva. Should know something about love, but that's easy, we all fall in love, so it's not a very unpleasant postulate. Za konec tega pogovora, Adam Zagajewski, kako vidite poljsko poezijo danes? Berete tudi mlade pesnike? Polish poetry is in a state of transition after glorious years of great poets like Miloš and Herbert. Poljska poezija je v tranziciji. To se je zgodilo po sjajnih letih velikih pesnikov, kot so Miloš, Herbert, Šimborska in veliko drugih. Poljska poezija je cvetela, bila je in do določene mere še vedno je, zelo resna, saj korespondira z zgodovino, moralo in podobnim. Zdaj je med mladimi pesniki slišati takele ugotovitve.
Nočemo biti resni, raje se bomo igrali z besedami. Tako da je težko reči. Berem mlade pesnike, ampak ne preveč. Lahko bi jih bral več. Nekatere zelo mlade pesnike berem z užitkom. Mislim, da je še prezgodaj reči, v katero smer se bo razvijala mlada poljska poezija. Veste, težko jo je okarakterizirati. Srednja generacija je pod vplivom Johna Ashberyja. Gre za nekakšno lingvistično, sofisticirano, a ne pregloboko poezijo. Vendar je to nekaj, kar je že mimo. Pesniki, ki so zdaj v 20-ih, niso pod tem vplivom. Poskušajo ubrati pot med visoko Miloševo resnostjo in igrivostjo oziroma fragmentiranostjo pomena, verza in tako dalje. Opazimo tudi lahko, da imajo ljudje prirojen nekakšen talent, pa vendar ne more biti vsak kot John Ashbery. Imajo različne talente. Povedati hočejo nekaj pomembnega in nekaj resnega. Povedano na kratko. Težko je reči, kam gre poljska poezija danes, kakšna je njena prihodnost. Na Poljskem je na tisoče revij, ki jih ne berem, saj jih je preprosto preveč. Najpomembneje je, da se veliko dogaja. Ni me strah, da bo poezija zamrla. There's action in it and I have no fear that there will be silence. Za konec oddaje, kot se prej slišanemu pogovoru pritiče, pa bomo poslušali še pesem Če bi bil jaz Tomaž Šalamun Adama Zagajevskega. Pesem je, kot pove že naslov, povezana tudi z našo pesniško tradicijo. Najprej jo bo prebral v originalu avtor, torej v poljščini, potem pa jo bomo slišali v prevodu Nika Ježa in v interpretaciji Matjaža Romicha. Gdybym był Tomaszem Szalamunem, byłbym chyba zawsze szczęśliwy. Długo w noc tańczyłbym na małym rynku, do melodii, której nikt nie umiałby rozpoznać. Grałbym na akordeonie piątą Mahlera, wesoło. Ale cóż, jestem introwertykiem, który za późno oddaje książki w bibliotece i niekiedy zazdrości bohaterom życia, opalonym ratownikom na plażach sierpnia. Dużo by o tym mówić. Jedno jest pewne, nie jestem Tomaszem Szalamunem. Tomasz otrzymał w darze dwie wyobraźnie, słoweńską i meksykańską, i żongluje nimi z oszałamiającą szybkością. A ja jestem wiecznym studentem scenografii, który usiłuje zrozumieć, jak śmierć wchodzi do domu i jak z niego wychodzi i znowu wraca, i jak ją pokonuje mała, piegowata dziewczynka recytująca z pamięci Dantego. A także szukam płomienia zachwytu właściwie wszędzie, nawet w najtańszym kinie, w pociągu i prawie każdej kawiarni. Ale to raczej łączy nas niż dzieli. Gdybym był Tomaszem Szalamunem, szalałbym na niewidzialnym rowerze, jak metafora wypuszczona z klatki wiersza, niepewna swej wolności, ale zadowolona z ruchu, wiatru i słońca. Pamiętam, jak ktoś krzyknął do nas, chyba w Münster: odwagi, poeci słowiańszczyzny, tylko czas was pokona. A ty skrzywiłeś się, jakbyś chciał powiedzieć: zaraz, zaraz, już jest chyba za późno. Če bi bil jaz Tomaž Šalamun. Če bi bil jaz Tomaž Šalamun, bi najbrž bil zmeraj vesel. Na malem trgu bi plesal dolgo v noč, na melodijo, ki je nihče še ni slišal. Na harmoniko bi poigraval Mahlerjevo peto, prav razigrano. A kaj hočem, ko pa sem introvertiran tip, ki pozablja vrniti knjige v knjižnico in včasih zavida junakom življenja, zagorelim reševalcem na avgustovskih plažah. Kaj bi govoril? Le eno je gotovo. Nisem Tomaž Šalamun. Tomažu sta bili dani dve domišljiji, slovenska in mehiška, in zdaj žonglira z njima z vrtoglavo spretnostjo.
Jaz pa sem večni študent stenografije, ki bi rad razumel, kako smrt pride v hišo in kako iz nje odide in se spet vrne. In kako jo premaguje mala pegasta deklica, ki recitira Danteja po spominu. Ženem pa se tudi za žarom vzhičenja. Dejal bi povsod, celo v cenenem kinu, v vlaku in domala v vsaki kavarni. Ampak to naju prej povezuje, kakor ločuje. Če bi bil jaz Tomaž Šalamun, bi divjal na nevidnem kolesu, kot metafora, ki je ušla iz kletke pesmi, nebogljena v svoji svobodi, a srečna v gibanju, vetru in soncu. Spominjam se, kako nama je nekdo zaklical, zdi se mi v Minstru: "Kar pogumno, pesniki slovanstva, samo čas vas bo premagal." Ti pa si se nakremžil, kot da bi hotel reči: Čakaj, ali ni že malo prepozno?"